Dobar dan in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci socialnih demokratov v polnem številu danes. Upam, da ste se naužili morja, jezer in mogoče kakšnih drugih potovanj, ter se seveda malce odpočili. Jesen je pred nami, leto dni danes poteka seveda novinarska konferenca ob leto dni podpisa koalicijskega sporazuma, v katerem smo seveda socialni demokrati marsikaj dosegli in seveda tudi se pridružili vladi. Predsednik, izvoli, beseda je tvoja. Hvala, Denis, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Najlepša hvala, ker ste se odzvali na našo vabilo na tiskovno konferenco. 29. septembra 2018 smo predsedniki in predsednica 5 parlamentarnih strank podpisali koalicijsko pogodbo, ki smo kar nekaj časa usklajevali. Naša trenutna ocena izvajanja koalicijske pogodbe je, da smo zadovoljni z izvajanjem. Mi se zavedamo, da v leto dni je nemogoče uresničiti vse zaveze, ki so v koalicijski pogodbi, so tudi obljuba. Zavedamo pa se, da je pred nami še 3-letno obdobje, ker pa imamo resen namen, da koalicijsko pogodbo realiziramo. Mi si tudi želimo, da koalicija takšna, kot je sedaj, torej 5 strank, ki imajo, kar se vlade tiče, ki imamo manjšinsko vlado in imamo pogodbeno opozicijo, to je stranka Levica. Mi si želimo, da v takšni sestavi nadaljujemo 3-letno pot naprej, tudi zato, ker to kaže odgovornost do naše države. Mi imamo v državi še vedno konjunkturo in v konjunkturi mi moramo narediti vse, da bo država zvišala svojo odpornost in moramo narediti vse, da se pa pripravi tudi na krizo, ki nekoč bo prišla. Mi si želimo, da bi to bilo čim kasneje, vendar nekoč bo tudi kriza prišla. Takrat krizo ne smejo na svoja pleča prevzeti ljudje, državljanke in državljani, ampak mora biti država usposobljena, da pravilno odreagira. Tisto, kar pa se nam zdi v tem trenutku najpomembnejše pa je, kot prvo, mi pričakujemo večji poudarek na podnebno-okoljski politiki. Mi se zavedamo, da se okrog nas življenje spreminja in moramo delovati na 3 temeljih. Prvi temelj je seveda preobrazba gospodarstva in preobrazba energetike. Zavedamo se, da je osnova tega tudi samooskrba in zavedamo se, da gre tukaj za etično vprašanje. Svojih težav ne smemo prelagati na naše potomce, prav tako pa ne smemo prelagati svojih težav na druge dele tega sveta. Drugo, kar nam je prav tako izjemno pomembno, je standard ljudi. V tem trenutku tudi na našo izrecno zahtevo se pripravlja zakon o demografskem skladu in zakon o dolgotrajni oskrbi. Zavedati se moramo, da v tem trenutku v Sloveniji živi 120.000 ljudi, starejših ljudi, ki potrebujejo pomoč in jih dobiva samo 60.000. Zato je dolgotrajna oskrba tako zelo pomembna in zato je tako pomembno, da smo na koaliciji dosegli dogovor, da bo zakon spisan in poslan v državni zbor še v letošnjem letu. Del tega je tudi pretvorba zdravstvenega dopolnilnega zavarovanja. Takšno, kot je sedaj, je nepravično. To zavarovanje ne prinese nadstandarda, ampak omogoča izvajanje standardnih ukrepov v medicini, zato mora biti del osnovnega zavarovanja. Nobene potrebe ni, da denar ostaja za upravljanje in dobičke zavarovalnic. Zato mi že ves čas zagovarjamo in smo tudi pomagali, da je del koalicijske pogodbe. Vendar, tukaj pa gre tudi za apel stranki Levica, dajmo narediti skupaj. Dajmo se držati dogovora, skupnega, ki smo ga skupaj dosegli, in to je, da Ministrstvo za zdravje pripravi dober predlog do konca tega leta, ki ne bo imel tveganj. Mi, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, si ne moremo privoščiti, da s prehitrim ukrepanjem odzamemo zdravstveni blagajni 200 milijonov evrov. Zato, ker potem bo posledice čutil vsak od nas. Ravno tisti ljudje, ki jim želimo pomagati, bodo čutili posledice. Zato jaz verjamem, da je v slovenski politiki zadosti zavedanja, da smo odgovorni skupaj, da včasih kakšna marketinška poteza je sicer mogoče potrebna, ampak na koncu gre za odgovornost. Kar se tiče delovanja naših ministrov, imajo vsi 3 ministri našo podporo, bodo pa sami predstavili svoje delo. Hvala. Izvolite najprej Andreja Katič. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Če bi po enem letu dela ocenila delovanje vlade, menim, da je tukaj še prostor za še boljše sodelovanje, zlasti kar se tiče usklajevanja pri najpomembnejših projektih, zlasti medresorskega sodelovanja.
Kar se tiče zadovoljnosti z ekipo na Ministrstvu za pravosodje, sem zadovoljna in verjamem, da smo nekoliko drugače, kot je bilo v preteklosti, zastavili delo, kar se kaže sicer z malo več dela, z več usklajevanja, ampak z boljšimi rezultati in podporo z vsemi pravosodnimi deležniki. V tem letu smo sprejeli nov zakon o nepravnem postopku, kar pomeni implementacijo družinskega zakonika. Sprejeli smo novelo zakona o kazenskem postopku, predvsem kar se tiče implementacije direktive o žrtvah in s tem lahko vlada reče tudi, da je uresničila 2 odločbe Ustavnega sodišča. Sprejeli smo novelo zakona o državnem tožilstvu in zakona o odvetništvu. Pred nami so še veliki izzivi. V letošnji jeseni bomo največ pozornosti namenili pripravi oziroma sprejemanju zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je že v državnem zboru. Zahtevno delo je zakon o varstvu osebnih podatkov, tako da smo šli v ponovno usklajevanje, ker tukaj je največ pripomb različnih deležnikov. Čaka nas zakon o obravnavi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, stvarnopravni zakonik, kjer bo verjetno zanimiva debata v javnosti tudi, kar se tiče nove definicije živali. Povedala bi, da me veseli praksa, ki smo jo oblikovali skupaj s pravosodnimi deležniki, da oblikujemo posebne implementacijske skupine, ki potem spremljajo izvajanje nove zakonodaje v praksi in opozarjajo na morebitne pomanjkljivosti. Tako je bilo v medijski javnosti tudi že izpostavljanje pomanjkanja izvedencev na področju družinskih razmerij, zlasti kliničnih psihologov, in tukaj z Ministrstvom za zdravje že iščemo rešitve. Mogoče bi omenila še, da je se strani državljanov v letošnjem letu bilo največ nekako zainteresiranosti pri vpogledu v evidenco v število izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu. To je en korak naprej, kako nekako približati naše delo tudi državljankam in državljanom. Tudi v prihodnje se nadejam dobremu sodelovanju, predvsem pa še izboljšanemu medresorskemu sodelovanju in sodelovanju z vlado. Hvala. Spoštovane gospe in gospodje, res najlepša hvala prvič za udeležbo na tej tiskovni konferenci. Jaz bi najprej dal eno zelo splošno ugotovitev. Jaz mislim, da vlada deluje dobro, deluje stabilno. Jaz mislim, da se tudi, kar se tiče koordinacije med ministrstvi in med strankami, zelo dobro razumemo in tudi komunikacija teče zelo dobro. Tisto, kar bi si jaz želel, ampak to je malo bolj povezano z mojim področjem, je, da bi se mogoče glede najbolj strateških stvari Slovenije malo bolj pogovarjali. Govorimo o strateških zadevah razvoja in pa da bi seveda tudi pri tem lahko imeli malo več ambicij. Kar se ministrstva, ki ga vodim, tiče, bi lahko nekako razdelil tisto, kar počnemo v 2 skupini. Eno je, da delamo seveda za sedanjost. Tu je, kar se tiče uresničevanja koalicijske pogodbe, tisti del, kar se tiče učbenikov, narejen, drugo leto širimo brezplačne učbenike na 3. razred. Sedaj že skoraj leto poteka na Zavodu za šolstvo, kajti Zavod za šolstvo je nosilec te zgodbe, projekt uvedbe predmeta državljanska vzgoja. To je pomembno, zato ker imamo vedno nižjo udeležbo na volitvah, vedno manj naših državljanov se pravzaprav zna in hoče udeleževati javnih stvari in zaradi tega je tako zelo pomembno, da jih sistemsko izobrazimo v tej zadevi. Za nami so sprejeti srednješolski zakoni, torej tisti zakoni, kjer je GDPR povzročil nekaj nesmislov, od samo opravičevanja do drugih nesmislov in zaradi tega se nam je zdelo prav, da seveda za srednješolskimi zakoni to zadevo popravimo. Nažalost, tista zgodba glede zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni šla skozi. Za jesen načrtujemo še en premislek, tako kot smo tudi obljubili pred poletjem, tako da tudi to zgodbo bomo nadaljevali. Ampak na drugi strani, druga skupina ukrepov je pa seveda tisti ukrepi, ki jih jaz imenujem, ko razmišljamo o prihodnosti. Tisto, ko danes, ko je še imamo konjunkturo, vlagamo za raziskave in razvoj največ, odkar ta Slovenija obstaja.
še nikoli ni bilo več kot 200 milijonov integralnega denarja za raziskave in razvoj, letos skupaj z evropskimi sredstvi 268 milijonov denarja. To je denar za prihodnost. To je denar, ki se bo poznal kasneje v višji dodani vrednosti. To je denar, ki se bo poznal v boljšem življenju ljudi. In zaradi tega ga vlagamo zdaj. Kar se tiče prihodnosti, smo začeli tudi na 3 ključnih področjih izvajati aktivnosti za nove strateške dokumente. Večina vas pozna Belo knjigo, ki je osnovni strateški dokument na področju osnovnega in srednjega šolstva, ampak v našem mandatu potekajo tudi aktivnosti in bodo potekli tudi strateški dokumenti iz področja visokega šolstva ter raziskav in inovacij. Tudi te je treba pripraviti, pa ne zaradi dokumentov kot takih, ampak zaradi tega, zato ker je treba zadevo na novo usmisliti, zato ker je treba zadevo na novo usmeriti. In to je tisto, ko govorim o bodočem razvoju. Če hočete še 2 stvari, na katere se mi zdi, da smo upravičeno ponosni tudi zaradi sodelovanja z ministrom za kulturo. Ena je, da se je pri NUK-u 2 premaknila zadeva naprej. Torej danes je podpisana pogodba, dokumentacija za pridobivanje gradbenega dovoljenja in tisti del, vse ostale dokumentacije, ki je še potrebna, je v teku. In drugo, v Ljubljani, mogoče večina od vas niti ne ve, se gradi prvi svetovni center za področje umetne inteligence. Gradijo ga na inštitutu Jožef Štefan in to bo v okviru globalne organizacije, kot je UNESCO, prvi tak center. In s tem se Slovenija zelo jasno pozicionira na pot razvoja, na pot pravzaprav najbolj ključnih inovacij, ki prihajajo v naši družbi. Če smem biti še za eno tenk samokritičen, slabše nam gre pri pridobivanju kapacitet v študentskih domovih. To je nekaj, kar ostaja za vse nas velik izziv za prihodnost do konca mandata. In tudi, če mene vprašate, ampak to je pa malo moj tudi osebni občutek, tudi koalicijsko zavezo brezplačnega vrtca imamo v koalicijski pogodbi in tudi tu aktivnosti mogoče za eno tenek potekajo počasnej, kot bi lahko, ampak vseeno nismo pozabili in tudi v to smer delamo. Hvala lepa. Hvala. Da nadaljujem tam, ker je minister končal, ravno vse te nove sintagme, umetna inteligenca, virtualizacija, digitalizacija, so tudi nekako glavna razvojna pot tudi na Ministrstvu za kulturo, čeprav se čudno sliši. Vsemu temu projektu rečemo tam pri nas humanizacija tehnologije. Kar se tiče koalicije, kar se tiče enoletnega delovanja, moram pa reči, da vse skupne koalicijske zaveze in posebej seveda tudi naše in moje s tem, trije veliki projekti zakonske narave v resnici, zdaj govorim o tistemu, čemur vsi rečemo kulturni evro, zakon je spisan, je usklajen medresorsko, je usklajen koalicijsko in čaka na vladi, da se sprejme. Medijska zakonodaja, se pravi novela medijske zakonodaje, ampak to pomeni v resnici celovito prenovo vsega tega področja, se javna razprava konča jutri in potem seveda z upoštevanjem vsega tega, kar je bilo sedaj pripomb tehtnih mnenj, predlogov, zdaj to pride na usklajevanje prvo pri nas, potem pa seveda kot zakonski predlog po mojem do konca leta tudi v sprejem. Smo tudi sredi dela, ravno zdaj zaključujemo velike delavnice z neverjetnim odzivom, pred parimi dnevi v Kopru več kot 40 udeležencev z različnih nevladnih organizacij in posameznikov. Govorim o nacionalnem programu za kulturo, ki bo nekako določal strateške smeri razvoja celotnega polja naslednjih 8 let.
do konca leta bo tudi to predstavljeno javnosti in sprejeto. Tako da, kar se teh velikih, če tako temu lahko tako rečem, projektov tiče, smo več kot dobro, po mojem, opravili svoje delo. Moram pa opozoriti tudi na to, da poleg vsega tega pa seveda konstantno stalno poteka še delo na nešteto drugih projektih. Veliko je res takih, da je nekako to gašenje požarov za nazaj, ker mi smo le prišli tam na 10 let nekako ne skrbi na hotulnem področju in je res potrebno veliko stvari popravljati. Ponekod se nam dobesedno rušijo strehe na glavo, ampak mislim, da kar uspešno vse te stvari saniramo. Kot sem že na začetku se navezal na ministra, pa seveda iščemo tudi pot naprej. Tako da nismo tam zato, da stojimo na mestu, ampak da kažemo smeri poti razvoja, da v resnici celo polje slovenske kulture umestimo ne samo na svetovni zemljevid, ampak da se pripravimo za vse izzive 21. stoletja. Tukaj moramo pozoriti tudi, da vsi vi kot novinari vabljeni novembra na veliko medijsko konferenco, ki jo pripravljamo skupaj s Svetom Evrope, z najbolj relevantnimi svetovnimi znanstveniki in mnenjskimi voditelji z tega področja, tako da tudi to bo nekako popotnica našemu novemu medijskemu zakonu. Tako da lahko bi še našteval, pa vendar nekako verjetno tudi skozi moje besede jasno, da medresorsko, če tako rečem, sodelovanje poteka zelo dobro, ne samo z Ministrstvom za šolstvo, ampak tudi z drugim. Tako da, kar se tiče Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, to sodelovanje v koaliciji poteka zelo dobro. Hvala. Hvala lepa. Iz vladnih delov še v državni zbor. Vodja poslanske skupine Matjaž Han. Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste prišli. Verjetno vas seveda vse zanima delo Socialnih demokratov. Ne rečem, da je eno leto tega mandata zahteven mandat. Ta vlada, ta koalicija 5 strank plus Levica nima tega privilegija, kot so ga imele nekatere vlade prej, kjer so vladale v državnem zboru in v vladi za neko udobno večino, kljub vsem denarju, ki ga je seveda več, kljub gospodarski rasti, pa verjamete mi, da je delo v parlamentu zelo zahtevno in terja od vseh strank, vseh 5 strank, veliko, bom rekel, usklajevanj, veliko pogovorov, veliko tudi nekih izkušenj, ki jih ne nazadnje Socialni demokrati imajo, da zadeve na nek način tečejo normalno. Ljudje se enostavno zavedajo, da če se ta koalicija 5 strank ne bi dobro usklajevala, tudi za Levico, ne bi na kolegiju mogli sprejeti zaradi pomanjkanja glasov tudi enega samcatega zakona. Zato moji kolegi poslanci v moji poslanski skupini Socialnih demokratov smo po moje pri tem letu veliko pomagali, da bom rekel, ta država in ljudje ne občutijo, bom rekel, te manjšinske vlade, ki je zelo zahtevna. Socialni demokrati se bomo še naprej trudili, da bomo delovali predvsem v skladu s tem, da ljudje občutijo to gospodarsko rast, da ljudje občutijo, da je tej državi bolje, kot je bilo pred 5, 6 ali pa 10 leti in da smo tudi nek garant, da za voljo nekih populističnih ali pa marketinških zakonov Socialni demokrati ne bomo sprejemali takšne zakone, da ne bi generacijam, to, kar je rekel predsednik prej, otežili življenje, ko mogoče teh strank več ne bo. Tako da mi se bomo še naprej v poslanski skupini srečevali z vsemi nevladnikimi, z vsemi ljudmi, ki jih terja ali pa ki imajo kakršnekoli težave, ki spremljajo zakonodajo. Naše vrata so v poslanski skupini venomer odprta, tudi če temu rečejo, da gre za lobiranje, pri nam jasno sprememo vse, tudi ljudje, ki so, bom rekel, na drugem polu, na desnem polu, tudi ljudje, ki imajo težave, tudi gospodarstveniki in karkoli še vse, ker enostavno naloga politike in nas poslancev je, da se srečujemo ljudmi in da se pogovarjamo. Tako da jaz moram reči, da ljudje lahko na Socialne demokrate in tudi na našo poslansko skupino seveda zmeram računate. Tako da hvala lepa, ko ste prišli, da bo pa verjetno vprašanje. Seveda, danes gledamo z te strani, danes imajo
prednost delo. Izvolite. Pa če lahko poveste, za koga mogoče vprašanje, če slučajno ni za predsednika. Za predsednika in morda tudi vodijo večkrat spomenila Levica si nadaljevanje manjšinske koalicije. Vemo pa, da Levica čez dalje pogosteje in bolj resno pogojuje sodelovanje s koalicijo. Ja, mi si želimo, saj trenutna sestava omogoča, da sploh kolegi predsednika državnega zbora deluje, tam je potrebno 46 glasov, brez tega noben zakon ne more biti sprejet v državnem zboru. Mi nimamo možnosti, da delujemo kot nekatere druge manjšinske vlade, mogoče v Skandinaviji, kjer imajo v bistvu negativni parlamentarizem, mi potrebujemo že večino pri prvem koraku. Mi imamo tudi pogodbo, poznano vam je, da smo imeli mi največje pomisleke za letošnjo pogodbo z Levico, zato ker se vedno vprašamo, a je izvršljiva. Vendar največja stranka LMŠ, ki vodi na nek način koalicijo, in Levica so pogodbo dogovorili in potem Levica upravičeno pričakuje, da bo tudi realizirana. Vendar, kar se pa tiče konkretnega trenutnega vprašanja, to je dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V resnici smo tukaj usklajeni v korist naših ljudi. Usklajeni smo vsebinsko in uskladili smo vse. Danes nam je to minister Šabeder ponovno zagotovil, da tudi za Levico, na kakšen način in kdaj se ta zakon pripravi. Tako da mi res prosimo vse naše politične partnerje, bodimo odgovorni do državljank in državljanov in ne zaostrujemo tam, kjer ni potrebno, kjer smo dogovorjeni. Torej, mi vidimo, da naprej deluje stranka Levica še naprej kot pogodbena opozicija z nami. Mi se zavedamo, da je odgovornost, da kadar na nek način kot pogodbena opozicija sodeluješ z vlado, prevzameš tudi del bremena. Vendar to si naše državljanke in državljane v resnici zaslužijo. Če bi se kar tudi zalomilo pri Levici sploh na področju zdravstva, zdaj po zdravstveno dodatno zavarovanje ali za zdravstveno reformo, še vedno je možnost, da vstopi DSI, glede na to, da vemo, da ste se v predkoalicijskem času tudi z njimi pogajali in tudi uskladili. V času, ko smo zagnali pozitivne procese v Sloveniji, ki pa še niso zaključeni, v času, ko pripravljamo pomembno zakonodajo, tudi na nek način usklajeno z Levico, menjati političnega sopotnika bi bilo neodgovorno. Tega se moramo zavedati tako mi, ki sestavljamo manjšinsko vlado, kakor tudi stranka Levica. Samo vprašanje za ministra, hvala. Napovedali ste, da bo jeseni šel ponovno premislek glede izločitve ustavne vloge. Zanima me, če ste lahko malo bolj konkretni pri tem, boste mogoče politično našli razdelili, kakšne pogovore. Glede tega nič novega, kar ne bi povedal že julija. Mi imamo trenutno na ministrstvu v različnih fazah priprave vsaj 4 zakone, od tega sta 2 sistemska. In glede na to, da smo se morali v velikem delu spomladi ukvarjati predvsem z ZOFI-jem, seveda ostali deli ministrstva, pa ne samo ministrstva, sektorjev, govorimo o vrtcih, govorimo o posebnih potrebah, govorimo o raziskovanju in govorimo o visokem šolstvu, ne morejo čakati samo zaradi ZOFI-ja. Zaradi tega je, tako kot sem napovedal julija, najprej bo naša skrb namenjena tem zakonom, vmes pa seveda bodo potekale aktivnosti glede zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Torej, še v zvezi z nedavnim zelo zahvalnim zadevom Lučka za gospodin Jaša Marina. Lahko izbirate med 20. Jaz bi kar oba, vse je lahko umestiti na nedavne diskuse kadrovanja oziroma vplivanja na kadrovanje pri izboru generalnega direktorja uradnega lista strani gospoda Kralja. Vemo, da nam še neke uradne izjave, ki pa še ni podal se in pa verjamem, da ste si lahko ustvarili neko mnenje glede tega. Torej, ker lahko izberete, koga ste izbrali? Najprej gospod Kamba, potem če bo še čas. Poglej. Si bolj simpatičen. Ja, no, mislim, lete, kar se tiče tega dogodka, verjamte mi, da bo to najlažje odgovoril predsednik vlade in stranka LMŠ, ker nazadnje samo oni vejo, kaj se je resnično dogajalo in mi zdaj lahko verjamemo in zaupamo medijskim zapisom in gospe, ki je pač prijavljena na KPK. Tako da jaz verjamem, da v preteklosti so znali nekatere stvari urediti in jih bo znali tudi zdaj.
Glejte, težko vam na to komentar, vi mene zelo dobro poznate, jaz nikdar ne bom s prstom kazal na druge, tako da bojo med sabo brez problema po moje rešili, so znali že dokazati. Poglejte samo mogoče načelno stališče, ki mora veljati tudi v tem primeru. Mi pričakujemo, da vsak pometa in pomete pod svojim pragom sam. Tudi v tem konkretnem primeru. Hvala. Zvolite z druge strani, Katarina Matejč. Ja, jaz bi gospod Hana, glede na to, da v tem stavljate državni zbor in Levica tam daje glasove. Proračun bo sredi novembra, se pravi ta dokument, ali je danes so pač utrdili še enkrat, da ustrajajo pri tem. Če ni zakona o podvarovanju, ni glasov za to. Že včeraj ste rekel, zdravstvo se dotika vsakega posameznika v naši državi in je izredno pomembno. In verjamem, da smo vse politične stranke tukaj odgovorne, da na zdravstvu nobena stranka nima te pravice in tega privilegija, da dela politično zgodbo. Tema je, ki se je odprli, je prava, to temo že poznamo 10 let, ampak ta se mora na koncu poznati, bom rekel, tudi v proračunu, mora se poznati pri ljudeh in jaz verjamem, da bo tudi Levica se znala usediti za mizo in da se bomo vsi skupaj, ker to je naloga vseh in tudi opozicije, znali pogovoriti, najti najboljšo rešitvo, da bo naš zdravstveni sistem še naprej tako dober kot je. Drugo, kar bi pa rekel, to upogojevanje proračuna pa tega zakona, tudi če rečeš, da boš to pogojeval poslovniško, bo še predsednik državnega zbora isto vedel, ne bo šlo, to ne bomo na isti seji sprejemali, proračun se veste, kdaj se do novembra vlaga, se ga bo novembra sprejemali, ta zakon, tudi če ga zdaj vložijo, ne more biti novembra na seji. Tako da tukaj so zadeve zelo malo, bom rekel, problematične, ampak jaz verjamem, konc poletja je, vsi rabimo kamere, ne, in ljudje rabijo pa rešitve. Jaz bi samo dopolnila kolegico, če bodo LMŠ ustrajali pri tem, da gospod Kralj ostane na položaju, on si je zdaj se nekako že izmotava z določenimi pojasnili v koaliciji. Rekli ste sami, da si želite, da bi še delovali. Poglejte, kaj bo, če bo, ne, to poznate, da se na to ne da odgovoriti. Oni so že pokazali, kakšne standarde imajo, pa tudi sami so večkrat ponovili tudi javno, da vsak naj pometa pod svojim pragom. Zato seveda jih vsi opazujemo, zlasti jih opazujete mediji. Pa dajte to vprašanje čez kakšen teden dni, prosim, postaviti. Al Jazeera Balkans. Ja, jaz moram, da te aktualni temi vendar ostaja. Gospod Židan, predvidevam, da imate neko stališče, verjetno tudi javnost pričakuje, da do takega primera odmevnega kot predsednik stranke, imate neko stališče. Na vse zadnje, gospod Kralj je sam priznal, da je klical, gospod Prijovič, tako da tukaj ni dvoma. Torej, kaj menite o takih klicih? Tukaj še enkrat, ne, da ponovim, vsak naj ureja pod svojim pragom sam. Hkrati pa mi se moramo zavedati, da živimo v državi, kjer je korporativno tudi upravljanje državnega premoženja urejeno. In če bomo delali in mi moramo delati po teh načelih, potem verjamem, da bomo tudi ugotovili, da tudi za državnim premoženjem lahko dosežemo tisto, kar želimo. In to je več denarja v proračun, da lahko financiramo zdravstvo, šolstvo in ostalo. Če vaš tajnik, na podoben način, imate tajnike? Še enkrat ne, mi se zavedamo, spoštujemo in delamo vse, da bi vsi razumeli, da je v državi potrebno spoštovati načela kooperativnega upravljanja. Še kakšno vprašanje? Ja, izvolite, kar sem se pregledal vlade. Zdaj, v javnosti se precej špekulira, da je SD nezadovoljna, predvsem zaradi teh kadrovskih dogovorov, pač so del koalicijskih sestankov in kjer pač koalicijo mora sprejemati, da se počuti izrinjena iz tega kadrovskega jaka in zanima, kakšno je vaše mnenje. Poglejte, v javnosti se je špekuliralo, pa tudi med mediji pred leti, ko sem prevzel stranko, da bo stranka izginila iz političnega prostora. Pa iz volitev v volitve beležimo boljši rezultat.
Mi se znotraj koalicije pogovarjamo, včasih se razumemo, včasih tudi ne, vendar se zavedamo naše odgovornosti. In ta odgovornost je, da ker smo kot vlada generalno uspešni, to se vidi skozi trende, ki so v Sloveniji, naša dolžnost, da vse naredimo, da se tam, kar je potrebno, dogovorimo in da vztrajamo vnaprej. 3 leta, mi imamo mandat kot vlada, kot koalicija za 4 leta, to so nam podelili ljudje. Ljudje nam niso podarili pravice, da vsako leto ponovno pripeljemo državo do izrednih volitev. Hvala. Mislim, da je to možno scenarij, ki so glede na neko podobno situacijo, se tako podobno občutek, kot je bil takrat vstopil cela. Mislite, da do tega lahko pride? Vse takrat, kot je bivši premier odstopil, v bistvu nismo imeli predčasnih volitev. Bili so točno na tisti datum, kakor bi bile tudi redne volitve, tako da tisto je bil samo spektakel za javnost, ne. Vlada pa je delovala 4 leta. Mi si seveda želimo, ker čutimo, da je potreba, da v Sloveniji naredimo korak naprej. Dovolite, da še enkrat ponovim. Mi ne delamo vseh potrebnih korakov, pa jih tako zelo potrebujemo na področju podnebne politike. Mi ne delamo vseh potrebnih korakov, da pomagamo 120 tisoč upokojencev, ki nujno potrebujejo pomoč. Mi ne delamo vseh potrebnih korakov, da še hitreje zmanjšamo čakalne vrste. In teh korakov ne moremo delati skupaj, če gremo v ponovne volitve. Zato je naš resničen napor, tudi danes smo to povedali, dajmo se pogovoriti tam, ker se potrebno pogovoriti. Včasih kakšni kompromis manj skleniti, vendar ga realizirati. Ne pa, da napišemo prepolne papirje, potem pa se sprašujemo, ali podpis velja, ali je to samo pismo namere. Podpisana pogodba je pogodba, ki jo moramo vse narediti, da tudi realiziramo. Tudi v tem konkretnem primeru, če sprašujete za pogodbo z stranko Levica. Še zadnje vprašanje delo, vračamo se na začetek, izvolite. Še eno bolj vprašanje za ministra Pikala, Zofi. Vem, da ste reči verjetno o čem drugem. Ne, z veseljem, z velikim veseljem. SDS in NSI bosta pri tej tematiki ustrajali, vemo, da je bila izpisana interpelacija. Je bila za vas sprejemljiva ta predlog, ki ste ga NSI izpogali v času, ko so se pogajali za vstop v koalicijo? In v primeru, da verjetno sklepam, da tega zakona, ki ga vložila SDS znova, ne boste podprli, ali v tem primeru pričakujete interpelacijo? Glede interpelacije, ko bo, če bo, skratka, spet smo pri tistim ko, če in tako naprej, kar se tega tiče. Kar pa se tistega drugega tiče, pa ni s čimer se jaz strinjam. Ampak, poglejte, tule imamo eno resno stranko, ki ima 25 let isto stališče. In ne gre za to, s čimer se jaz strinjam. In poleg tega, ta stranka je danes tako močna, kot je v parlamentu. In predvsem je odvisno, kaj bodo ostali koalicijski partnerji rekli glede tega. Ne gre za to, a se jaz glede tega strinjam. Nikoli ni šlo za me osebno. Hvala lepo vsem. Upam, da se vam začne lepa jesen. Lep dan naprej. Nasvidenje. Hvala.